so zelenoki róže dehty, Gospod svoje vody zvestol. Studencu počitka, kjer milosť privre, Gospod svoje vody zvestol. Ko greš čez vodu, on bo s teboj, ko greš skoz ogenj, nikar se ne boj. Noči trpljenja Gospoda je ti, pisem rešenja in luč milosti. Na višjo planjavo, kjer sonce žari, Gospod svoje vodi zvestol. Po smrtni dolini, kjer mračnost grozi, Gospod svoje vodi zvestol. Ko greš čez vodo, on bo s teboj, ko greš skoz ogenj, nikar se ne boj. Noči trpljenja Gospoda je ti, pisem rešenja in luč milosti. Če tudi izkušnja v srce doleti, Gospod svoje vodi zvestol. Po milosti Božji premagamo se, Gospod svoje vodi zvestol. Ko greš čez vodo, on bo s teboj, ko greš skoz ogenj, nikar se ne boj. Noči trpljenja Gospoda je ti, pisem rešenja in luč milosti. Pisem rešenja in luč milosti. Eno prijetno jutro v Gospodovi prisotnosti vam želim, kjerkoli se nahajate. Če glika nadaljavo, smo se vseeno blizu za volo Božje ljubezni in Jezušovega zagotovila. Glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Hvala Gospode, ko smo se leko pretekle kedne po večeraj zbirali tu v našem domu molitve, po gospodinstvi in pa smo leko v molitvi posredovali pred Gospodom za različne potrebe. Pesenj, štero smo začali dnešnjo bogoslužje, je tu pesenj obečanja o Božjem vodstvu in zaščiti v življenje človeka, štere je svoje življenje posveto služenje večnome odrešenike. In znaj, če si v tom kedni šel skozi težke situacije, skozi preizkušnje, skozi poplave problemov, je Božja zvestoba sigurno bila s tjov. On je bil tvoj zaščitnik in tvoj tolažnik. Dragi moji, da poslušamo in Bogamo Božji glas. Smo na pravoj poti. Zavolo toga, kad ta pot nas pela v večno slavo pri našem nebeškom očetu. Zato tudi v tom jutre odpremo svoja srca in proslavljajmo našega nebeškega očeta v eno iskrenoj ljubezni. Zavolo toga, kad njegova ljubezen je do nas tak velika, kad si to mi sploh ne moremo predstavljati, kako bi leko živeli brez ljubezni našega nebeškega oča. Otroci
Oče, tvoja ljubezen je tako neskončno velika, sploh ne vem, kako naj živel bi brez tebe, moj Gospod. A ti si me sprejel kot sina, dal si mi ljubezen večno, vem, nikdar me ne zapuščaš, Oče, vedno si ob meni. Tebe bom slavil, moj Oče, tebi bom prepeval, ti si moj Gospod in moj Bog. Tebe bom slavil, moj Oče, tebi bom prepeval, ti si moj Gospod in moj Bog. Oče, tvoja ljubezen je tako neskončno velika, sploh ne vem, kako naj živel bi brez tebe, moj Gospod. A ti si me sprejel kot sina, dal si mi ljubezen večno, vem, nikdar me ne zapuščaš, Oče, vedno si ob meni. Tebe bom slavil, moj Oče, tebi bom prepeval, ti si moj Gospod in moj Bog. Tebe bom slavil, moj Oče, tebi bom prepeval, ti si moj Gospod in moj Bog. Tebe bom slavil, moj Oče, tebi bom prepeval, ti si moj Gospod in moj Bog. Tebe bom slavil, moj Oče, tebi bom prepeval, ti si moj Gospod in moj Bog. Gospod Bog, hvala ti za teden, hvala ti, ko ponovno lahko imamo bogoslužje prek spleta, in Gospod Bog, hvala ti za dober vod, za dobro slavljenje, Gospod Bog, resnično, da bi lahko bili blagoslovljeni skozi vse to in to tudi zdaj pripravi naša srca in odpri naše misli, Gospod Bog, za tvojo besedo in nas ti skozi njo blagoslovi. Amen. V začetku leta smo že v drugi polovici januara in kot cerkev smo to leto začeli z molitvijo, z molitvenimi večeri po skupinah. Vsakšo leto smo to delali, ali v svoje življenje pazimo na to, kako to ne da gratala naša vsakoletna navada. Ne mislimo si, ka z začetnimi novoletnimi molitvami zadovoljimo Boga za celo leto. In nendri je zapisano tako: molitev je nepotrebna Bogu, ampak no. Ker z molitvijo se mi bližamo Bogu, v molitvi se pogučavljamo z njim. In na prejšnjem bogoslužju smo se poglabljali v vzorčno molitev Oče naš in gnes smo še naprej razmišljali o tom, kako moliti. To je važno znati, ker molitev je neločljiv del vernika in to je ne nekaj, kar se dogaja samo v cerkvi na bogoslužji, ampak je molitev vključena v naš vsakši dan. Čim več časa smo v molitvi, tem bolje smo se zavedali svoje nemočnosti. Zato da nam gratilo tudi normalno iskati, se zatekati Gospodi. Mladi vernik, mogoče da se ti v začetku tvoje molitev zdela skromna ali nerodna, ampak to še ne pomeni, kaj je neučinkovita.
Tvoja molitev je lahko tlih tako učinkovita, kot molitev tvojega pastorja ali najbolj svetega človeka, ker ga poznaš, ker v molitvi idemo pred Boga v imeni Jezusa Kristusa, ker nam daje moč, ko v veri pristopamo k Božjemu prestolu milosti. Kdo torej molimo, to delajmo v veri, ko nas Bog čuje, ko Bog čuje naše molitev in pozna naše potrebe. Pozna naše težave, pozna naše skrbi, naše bolezni in verjemo tudi, kad da Bog odgovor na naše molitve. In mogoče nemo stalno dobili takšnega odgovora, kako se ga želimo, ampak Bog čuje naše molitve. In kdo poslišaš o pomembnosti vere, se verjetno misliš, kad ti sploh nemaš takšne vere. Mogoče si v preteklosti prišel v cerkev samo za voljo staršev, ker so te k tome spodbujali, ali pa si odel v cerkev za voljo svojega partnera, za voljo svoje partnerice. Mogoče si v cerkev prišel samo za voljo svojega deteta, svojega otroka, ali pa vnuka, ker je popeval ali pa špilo v cerkvenem zboru ali orkestri, ali pa si odel v cerkev samo za velike praznike in to samo zato, ker se to tako spodobi, ker se po domače povedano to tako šika. S kakršnokoli razlogom si pred pandemijo odel na bogoslužja in tudi zdaj spremljaš online bogoslužja, te naj spodbudim, kar ravno tam, kjer zdaj sediš, kjer se nahajaš in se mogoče soočaš z dvomom, če ti je Bog sploh prisluhnil, znaj, kar neprijatelj vsakše življenje seje dvom. Ampak je Jezus tako povedal svojim učencem, kdo so ga prosili, naj jim pomnoži vero. Če bi imeli vero, kakor gorčično zrno, bi rekli tej murvi, izruj se s koreninami vred in se presadi v morje in bi vam bila pokorna. Luka 17:6. Dragi poslušalec, poslušalka, Bog lahko skozi tvojo malo vero napravi velike stvari. On da to malo vero uporabil in jo razmnožil v veliko, trdno vero. Prosi Jezusa, očisti in izruj iz mojega življenja vse, ko te ne slavi, vse, ko je ne po tvoji voli, Bog. Dragi oče, ja, ne zanemarjajmo molitve. Ne pozabljajmo na razgovor z Bogom. Ne delajmo se ateista, ne obnašaj se, ko Bog ne obstaja. Rad bi te opogumil, ponicaj v molitvi tej mali delček vere, ker ga imamo, in videl boš, kakšne velike stvari lahko skozi tej mali delček vere Bog dela. Ne odlašaj, ko boš se znašel v globkom jarki, ko boš še tekome začel iskati Boga. In v vojni, kdo so vojaki bili v strelskih jarkih, to da mogoče naši starejši člani, ker so bili v vojski, tom ne je bilo nikdenga ateista. Kdo so krogle letele, so vsi zvali Boga na pomoč. In ne veš, kdo boš se ti ponovno znašel v pasti, kdo boš stisnjen v kot in ne boš videl več izhoda. Ohranjaj svojo vero v Boga, če glih misliš, da je to samo mali delček. In znaj, molitev je gvišno učinkovita. Jakob v 5. poglavju pravi tak: veliko moč ima dejavna molitev pravičnega in zato obstajajo zanesljivi dokazi. Mogoče ste to kjer že čuli ali pa čitali, v Ameriki je bilo napravljeno ogromno raziskav glede učinkovitosti molitve. Obstaja pa tudi ena knjiga profesora filozofije iz Kalifornije po imeni Dallas Willard in knjiga nosi naslov Divine Conspiracy, božanska zarota. V toj knjigi je opisanih okoli 130 raziskav in s temi raziskavami so večino želeli dokazati, ka molitev ne deluje, ne pomaga nič. Ali pogledamo si vsaj en zanimiv primer iz te knjige. Leta 1988 je eden kardiolog napravil anonimno raziskavo na pacijentih s srčnimi težavami. In v to raziskavo je vključil 393 pacijentov.
Ampak te pacijenti so ne znali za to. Tej kardiolog je razdelil pacijente naključno v dve skupini. Prva skupina je vključevala 192 bolnikov, je bila skupina, za katero se je po cerkvi molilo za te pacijente. In druga skupina je vsebovala 201 bolnikov, te pa so bili tisti, za katere se je ne molilo. In kako je to potekalo? Vse imena je dal v škatlo, na listkih so bili zapisane samo začetnice imen in priimkov, izžrebal je liste za prvo skupino in jih poslal cerkvam za prošnjo, naj dnevno molijo za to osebo. Ne je povedal cerkvi, za ko se ide, niti težavo, s katero se je ta oseba soočala, torej raziskava je bila napravljena čistak anonimno. Molitvarji so ne točno znali, za koga molijo, ampak so molili v veri. Pacijenti so sploh ne znali, kaj se za njih nikak moli. In tudi nišče od udeležencev ne znal. Zdravniško osebje, doktorge, ker so jih zdravili, so ne znali, kaj se za njihove pacijente nikak moli. Pa na kratko pogledamo rezultate te raziskave. Pacijenti v molitveni skupini, za katere se je molilo, so nicali 5-krat menje antibiotikov od ostalih, torej so imeli 5-krat menje okužb. V molitveni skupini je bilo 3-krat menje problemov z vnetji pljuč, kar je fejst nevarno za srčne bolnike. V molitveni skupini niti en pacient ne nical kirurškega poseba na srce, z razliko od ostale skupine, v kateri so to rabili v 23 primerih. V molitveni skupini so umrle 3 osebe, v ostale skupini pa je umrlo 40 pacijentov. Ko pravimo na to statistiko? Kako razmišljate o tom? Zakaj so se ti denoknej za ostalo skupino tudi molili, ne? Ja, ti takšni dokazi obstajajo in v tom primeru vidimo, kakšno moč ima molitev. Pogovor, prošnja za posredovanje vsemogočnega Boga. In to ne samo v raziskavah, pač pa se to lahko dogaja v mojem in v tvojem vsakšodnevnem življenju. Ko je ta raziskava bila objavljena, so se pojavila vse mogoče ugibanja, če je ta raziskava resnična ali so prirejeni rezultati in tako dalje. In to je sprožilo še nadaljne raziskovanje skeptikov, tako povedano nevernih Tomažev. In eden gospod William Harris, tudi iz Amerike, je izvedel še bolj strogo raziskavo in presenečeno ugotovil, kaj zastopniška molitev za drugega, ker ga ne poznaš in si nikak ne povezan z njim, davlja čudovito izboljšanje pri kritično betežnih pacijentih. Si lahko to zamislimo. Potem je eden ateist, doktor tudi, tok povzel vse te rezultate tistega časa. Zgleda, da kljub strogim pogojem raziskav molitev resnično pomaga. Mogoče bi morali mi zdravniki predpisovati naslednje terapije. Moli 3-krat na dan. Zakaj pa ne, če pomaga? In ko vam še dopovedati, je ne to, ko skozi molitev dobite vse, ko ščete. Zato, ker so v molitveni skupini vseeno 3 pacijenti mrli. Že v pridigah pastora smo čuli in to še kako drži, ka nemo vedno dobili vse, ko si želimo. In draga moji, molitev spreminja situacije. Molitev je učinkovita in to je pomembno. Nemo stalno videli naprej, ampak je pomembno, ka imamo vero, či glih je mala. V pismu Hebrejcem je zapisano tako, Hebrejcem 11. poglavje 6. vrstica. Brez vere namreč ne moremo biti Bogu všeč, kajti kdor prihaja k Bogu, mora verovati, da on biva in poplača tiste, ki ga iščejo. Iz toga teksta vidimo, naša vera ugaja Bogu. In Bog reagira na to, kar ga v veri, v molitvi prosimo.
v mojem in tvojem življenju, da so začeli premikati bregovi. Da je tvoja osebna vera v molitvi dejavna, živa. Seveda se ne zanašaj samo na to, kada se stalno nikak drugi molo za tebe, oziroma, kad tako povem, kada se nikak drugi namesto tebe molo. Ne. Bog še čuti prav tvojo osebno molitev. On še tudi prav tako čuti molitev tvoje žene, tvojega moža, sestre, brata, tvojega pastora, diakona, mladinskega vodja, veroučitelja, tvojega sina, hčerke. Tvoja molitev je leko učinkovita kot molitev Jezusa, kajti mi molimo v imeni Jezusa. In vse, kar delamo, delamo v imeni Jezusa. Kdo mi molimo, Bog posluša. In kdo Bog govori, moramo prav tako mi poslušati. Zato moli v veri, odpri svoje srce in dopusti Bogu delovati. Na Boga se obračaj z zaupanjem, kajti pri njem je vse, ko ti nucaš v svojem življenju. Kdo molimo, ne bojmo v molitvi sramežljivi ali zadržani. Prosi ga za tisto, tudi ko je v očeh ljudi nemogoče, nesmisleno, po slovensko povedano nezaslišano. Boj v tvojih molitvah kreativen, drzen in pa še posebej vztrajen, kajti Bog je Bog in njemu je nič nemogoče. To že mogoče znamo, ampak Bog odgovarja na različne načine. Bog leko odgovori z da in to zato, kar ga prosiš. To Bog napravi. Leko pa odgovori ne še, počakaj, kar je nam ljudem najžmetnej, čakati na Božjo izpolnitev naše prošnje. Bog pa leko odgovori tudi z ne. On je Bog in vidi naprej vso našo budućnost, celo našo prihodnost. In z odgovorom ne nas dostikrat obvaruje stvari, ker nam pozneje, kasneje ne bi bili všeč. Ne bi bili za naše dobro, oziroma bi obžalovali, kad smo vztrajali v tom in zahtevali, še in glih to, glih zdaj, včasih v tom momenti, Bog, moraš me čuti, moraš me uslišati. Mi smo Božja deca in Bog, naš nebeški oče, rad napravi za nas, za svojo deco, dobre stvari. Zato ga v molitvi prosimo iz globine našega srca in to z zaupanjem. Luka 11 se začne tak. Nekoč je na nekem kraju molil. Ko je nehal, mu je eden izmed njegovih učencev dejal: Gospod, nauči nas moliti, kakor je tudi Janez naučil svoje učence. Učenci pravijo: Jezus, nauči nas moliti. Zakaj bi ga to prosili? Zakaj so ga to prosili? Najprej povem to. Če glih je Jezus Božji sin, je on redno molil. To je pomembno in to pomeni, kakokoli dolgo smo že kristjani ali kakokoli smo stari, kakokoli izkušenj imamo, ne smemo nikdar henjati moliti. Molitev mora predstavljati en veliki del našega življenja, vsakodnevna desetina našega časa. In ko še opažamo, da so učenci videli Jezusa moliti, so videli več kot pa samo molitev. V njem so mogli videti slavo ali moč in videli so, kako so tudi njegove molitve bile uslišene, kako so bile uresničene. In so se to tudi želeli za svoje osebne molitve. In pravili so: Jezus, nauči nas moliti. In v tistem času je bila navada, ko so rabini svoje učence naučili kratke molitve, ker so se leko naučili na pamet. Torej, Jezus jih je naučil molitev, ker mi poznamo kot Oče naš. In smo se tudi v preteklih nedeljah obravnavali. In Bog je ne poimenovani kot kralj, Bog v višavah, ampak je poimenovani kot Oče, kot Atek, kot Očka. Posvečujmo njegovo ime, željni smo njegovega kraljestva,
Prosimo za to, ko nicamo, prosimo odpuščanje grehov in obljubljajmo, da bomo tudi mi drugim odpuščali. In prosimo Boga, ka v skušnjavah več nemo pregrešili. In potem še Jezus dodatno še to razloži. Štemo dole v 5. vrstici. In rekel jim je, kdo izmed vas, ki ima prijatelja, bo prišel o polnoči k njemu in mu rekel, prijatelj, posodi mi 3 hlebe kruha, kajti k meni je s potovanja prišel prijatelj in mu nimam s čim postreči. In mu bo on iznotraj odgovoril, ne nadleguj me, vrata so že zaprta in moji otroci z menoj v postelji, ne morem vstati in ti dati. Povem vam, če ne bo vstal in mu dal zato, ker je njegov prijatelj, bo zaradi njegove nadležnosti vstal in mu dal, kolikor potrebuje. Ko vas pitam, ko mislite, kako bi vaš sosed odreagiral na to? Recimo ob 3 v Gojnu se pri vas stavi kolega, mogoče še s celo familijo, ker je bil dolgo na poti recimo z Švice, Nemčije ali pa celo z Rusije in jim nemate nikaj za ponuditi. Idete k sosedi in začnete trkati in kričati in mlatiti gor po vrataj in te že zača peslajati in biti glase in se sosed zbudi pa nazaj skriči. Pa ko delaš ti, ko išeš ti sredi noči, deca mi spijo, henja je ružiti, ko mi jih zbediš. In pravite, prosim, odpri vrata in daj mi malo krija pa šunke, ka sem dobil obiske gespan in bom prazen hladilnik in mi nema nikaj za ponuditi. To v Bibliji piše, bi verjetno najgor stona zato, ka ste vi njegov sosed, ka ste vi njegov prijatelj, kolega, ampak zato, ker ste bili nadležni, ker ste njim gnjavili sredi noči. In zdaj si predstavljate, koliko bole je naš nebeški oče pripravljeni odgovoriti svoji deci. Trkajte dole, prosite še naprej, dole molite Boga z vztrajnostjo. Vztrajnost pa pomeni, ka ne henjamo prositi, ampak dole trkamo in dole vrvljamo in še naprej zavipamo. Pa če glih se stvari ne razvijajo, kako bi si mi predstavljali, kako bi si mi zaželeli. Bog še vsakodnevno čuti naše molitve. Ja, Bog je kralj. On je kralj nad kralji, on je Bog vsega stvarstva. Ampak on je istočasno tudi naš oče. Še nekaj kratkih nasvetov za molitev. Kdo molimo? Molimo v imeni Jezusa Kristusa. Kako smo že povedali, delamo vse v imeni Jezusa. In razlog, zakaj v molitvi izgovarjamo ime Jezus, je ne na dobro Bogi, ampak na dobro nam. Je to ne dobra novica, kako da bi Jezus prišel z nebes, nas primo za ramo in molil za nas, za naše probleme, za delovno mesto, za naše koleno, za naš hrbet, za izpit, za partnerico, za partnera. Kdo molimo, te ne molimo k Bogu, ker je sedi tam nendri visoko na prestoli, ampak k našimi očki, k našimi očeti. In jaz mislim, da je to takšen veliki privilegij Boga v molitvi poimenovati oče, ati. Fejst je pomembno, ka z njim tudi gočimo čistak normalno, kot s svojim najboljšim prijateljem. Meni osebno je fejst važno, ka v molitvi povejmo, oče, ati, jaz nekaj nicam od tebi. Oče, moj križ, moj hrbet me povzroča probleme, nicam tvoj pomoč, nicam tvoj dotik, ka me ti ozdraviš. Oče, ga nicam službo. Oče, jaz bi rad našo ženo. Oče, jaz bi nicam pomoč pri tom testi, pri toj odvisnosti. Oče, jaz nicam spremembo v mojem življenju. Pomagaj mi. Pogučavljate se z Bogom čistak sproščeno. In še zadnja in mogoče celo najvažnejša točka. Molite naprej, ne popustite in ne hinjate moliti.
Ne je potrebno vere in vere na enok moliti, ampak lahko vgojno stanete in den začnete z molitvijo. Nebeški Oče, hvala ti za te novi den. Prosim te, kaj bi gnes imel eden uspešen, dober den. Molim te, kaj ti vladaš v mojem življenju in to, da moj den meren in produktiven. Ali pa Bog, prosim te, kaj blagosloviš vse moje drage, zdraviš betežne, odrešiš še v noge. Karkoli imate na srci, prinesite pred Gospoda, pred Očeta in doživite, kako da je On aktiven v vas, za vas in skozi vas. Ne pozabimo, naše molitve so učinkovite, so dejavne. Povejmo in prosimo ga za vse in seveda včasih Bog pove ne, ampak znate kaj? Dostikrat pa Bog tudi odgovori z da. In kdo to včini, lahko povemo, glej, kot čudovitega je Bog napravil v mojem življenju. Hvala ti, nebeški Oče. Mogoče se ne da to zgodilo z enega dneva na drugega. Niti ne mus, kada je odgovor ne. Pogosto je Bog še odgovor čakaj, še ne. Torej molimo dole. Prosite, dole molite Boga. Gočite z njim, kajti njega to veseli, kdo se njegova deca pogučavljajo z njim. On rod čuje naše besede, on čaka na tebe in še tvoje življenje napolniti s to večno radostjo odrešenja. Ali je ne to čudovito? Haleluja, amen. Gospod Bog, hvala ti, Oče, hvala ti, kaj leko imamo to svobodno pot do tebe, kaj se leko s tev pogučavljamo in Gospod Bog, resnično, kaj te leko prosimo za ozdravljenje vseh betežnih, kaj te leko prosimo za modrost, za zdravnike, Gospod Bog, za doktore in osebe, ki delajo za obolelimi. In Gospod Bog, Oče, hvala ti za te čas, kaj se leko zatekamo k tebi. Gospod Bog, hvala ti, kaj leko imamo predstojne organe, kaj si jih ti dal ta, kaj leko odločajo. In Gospod Bog, hvala ti, kaj se leko tudi mi molimo za njih. Gospod Bog, daj, kaj bi se leko mi držali toliko, da je uni in pa tvojih pravil, Gospod Bog. Resnično, daj, kaj bi se leko zatekali k tebi vsakšnem trenutku našega življenja. Oče, hvala ti za vse. Amen. Molitev. Pomemben del človekovega življenja. Zavolo toga, ko skozi molitev se ohranja odnos s stvarnikom. Pa ne samo to, pač pa se po posredovanju v molitvi stvari spreminjajo. Nekak je zapisal tok. Pilot letala je odvisen od kontrolnega stolpa in ne obratno. Kristjan, človek, je odvisen od Boga in ne obratno. Zato, dragi moji, vztrajajmo v molitvi naprej. V preteklom tednu so imeli rojstne dneve Damir Sijanta, Emil Bertalanič in pa Karel Kuzmič. Gospod vas naj vodi in naj vas blagoslavlja še naprej, mi pa vam želimo vse dobro v njegovom imenu. Za potek nadaljnih molitvenih večerov se pa dogovorimo na Zume po bogoslužje. V 1. Janezovom pismi 3.1 štejmo tok. Poglejte, kakšno ljubezen nam je podaril Oče. Božji otroci se imenujemo in to tudi smo. Biti Božji otrok je največji izraz Božje ljubezni v mojem in tvojem življenju. Ustanemo dostojne priče toga Božjega zavipanja. Poglejte, kakšno ljubezen nam je naš Oče podaril. Poglejte, kakšno ljubezen nam je naš Oče podaril. Poglejte, kakšno ljubezen nam je naš Oče podaril. Božji
Aleluja.